Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Mesec marec je tukaj in vse, kar spada zraven, veliko praznikov smo preživeli milijone dni. Tega in onega, tudi 8. marec je bil vmes, ampak čas je za resne zadeve. Tema, ki jo bova danes z Alenko Simonič, našo gostjo, imele torej v načrtu, o kateri bova govorili, za temo naj jo je vzpodbudila ena izmed naših gledalk iz Zreč, tako da jo kar lepo pozdravljava za začetek. In sicer zanimajo, kako pravzaprav Ozempik, ki bi torej naj bil na nek način zdravilo, tudi da bi malo shujšali, deluje in kakšne ima stranske učinke in tako dalje. Tako da se nama zdi to danes tako odlična tema, pravzaprav pa glede na standarde, Dober dan. Glede na standarde, da bi ženske naj bile, kar se da čim bolj vitke, debelost je že strašen zločin, pravzaprav se mi zdi, smo kar malo preveč obremenjeni s tem, s nekimi hujšanji, pa tudi končno s temi nekimi pomagali, ki pravzaprav mogoče res lahko bolj škodijo, kot kasnijo. Ja, absolutno se strinjam, da je današnji svet preveč obremenjen s podobo, ki mora biti vitka, lepa, krasna, perfektne zobje, vse mora biti perfektno, krasne noge. In današnja dekleta odraščajo ob teh podobah iz medijev. In mislim, da je kar težko danes za mlada dekleta, pa tudi za starejše ženske, pravzaprav, ali pa ženske srednjih let, ki to gledajo, imajo vedno potrebo, da so lepe, lepše kot so, čeprav so lepe tudi takšne kot so, ampak se tako ne počutijo. Zdaj, mogoče bi samo rekla, da ni bila samo ena gledalka, ki je želela to temo, kar precej je bilo povpraševanja po tem zdravilu, takem nekem čudežnem zdravilu, ki ga resnično trenutno uporablja celi svet, je pa to predvsem zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni, to res moramo poudariti, in je namenjeno predvsem temu in je v bistvu odlično zdravilo za sladkorno bolezen, verjetno najboljše, kaj smo ga imeli, boljše in bolj učinkovito celo od inzulina. Ampak je pa res, da bolniki, ki uporabljajo to, zgubijo telesno težo, ker imajo številne učinke na to. Glede te telesne teže, v zadnjem času se na vseh teh kongresih in izobraževanjih, na katera hodim, zelo dosti govori o tem, da se več ne bomo pogovarjali o teži, ker bi naj to preveč prizadelo ljudi, ampak o telesni masi, ki je višja ali nižja. In v zadnjem času so zelo, iz mode, postajajo iz mode neka hujšanja, neke šole hujšanja, neka organizirana, ker bi naj to ves čas nam v zavest nekako dajalo znamenje, da sami nismo v redu takšni, kot smo. Jaz res, preden začnemo, karkoli o tem bi rada še enkrat rekla, da absolutno podpiram to, da se človek mora predvsem najprej naučiti imeti rad sam sebe takšnega, kot je, in se zdeti sam sebi takšen najlepši, in ni po moje lepšega, ko si nekje v svojem okolju sprejeti točno takšen, kot si, z vsemi kilami preveč, z, manjkajočimi zobmi, zdaj govorim na pametno, ampak z vsemi, naš izgled je naš izgled. In jaz mislim, da bi to morali vsi nekako sami pri sebi ponotraniti. Če pa se vrnemo k temu zelo glasnemu zdravilu Ozempik, ponekod po svetu obstaja to zdravilo tudi v večjih dozah in je prav registrirano za zdravljenje debelosti. Pri nas ga na žalost še ni, zato ker ga moram reči na drugi strani oceana, v Amerikah, porabijo tega zdravila toliko, da tisto zdravilo višje doze enostavno sploh ne pride v Evropo, sploh se ne registrira pri nas. In da bi se začelo prodajati v naših lekarnah, o tem se govori že 3 leta, pa vedno se premika ta termin naprej. Tako da zaenkrat imamo samo ta Ozempik, ki je v najvišji dozi 1 miligrama. Zdaj, kaj Ozempik sploh je, kot sem rekla, to zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni, je pa to zdravilo, ki je zelo podobno enemu hormonu, ki ga naša trebušna slinavka normalno producira.
In ker je zelo podoben temu hormonu, se veže na tista mesta, kamor bi se moral vezati tisti hormon, ki pa dvigne sladkor, tisti hormon, nas naredi mogoče bolj lačne, potrebo po nečem takem in seveda posledično z tem zdravilom si mi zmanjšamo apetit, nismo tako lačni, imamo v našem krvnem sistemu ni tistih nihanj sladkorja gor dol, je bolj enakomerno urejen in zato ne čutimo, nimamo lakote. Pač posledično potem hujšamo. Začnemo absolutno manj jesti, tudi določena hrana nam več toliko ne paše, zaradi nekih drugih učinkov se naš želodec dosti počasneje prazni, teda tudi tisto, kaj pojemo, dolgo ostane v želodcu in dolgo daje občutek sitosti. In moram reči, da je to eno zdravilo, ki je res izjemno učinkovito tudi pri samem hujšanju. Dobro, obrazložitev seveda se trudim razumeti, ne? Ampak vseeno mi še ni jasno, zakaj recimo bi ga jemali, če želimo shujšati, pa nismo sladkorni bolniki. Ja, zdaj mogoče tako, če najprej še samo to povem. Zakaj so nekateri ljudje imajo preveliko telesno maso, nekateri pa imajo normalno ali pa prenizko. V tem namreč sodeluje en kup hormonov v našem prebavnem sistemu. Dosti se jih izloča iz trebušne slinavke, dosti se jih izloča iz črevesja in nažalost je v naših genih zapisano, kateri hormoni se bo izločali bolj, kateri manj in res je nažalost zapisano v naših genih, ali bomo imeli kakšno kilo preveč, ali bomo zelo debeli, ali bomo zelo suhi. V zadnjem času se res to strašno poudarja, da ljudje, ki so mogoče debeli, ni nujno, da so krivi za to, da so leni, da preveč jejo, da se ne gibajo. Nažalost ni v tem samo problem, ampak mi imamo ljudi, ki jejo zelo malo, v študijah so bili vključeni ljudje, ki jejo izjemno malo, bistveno manj kot drugi, ki ima 50 kg manj kot oni. Ampak enostavno se stvari drugače predelajo v telesu. In obratno imamo ljudi, ki jejo ogromno, pa so suhi kot, zobotrebci. Tako da, nažalost, ali pa pač v tem sistemu je vključenih ogromno hormonov in ta zdravila so ena snov, ki je enemu teh hormonov zelo podobna in se potem vpleta v razne mehanizme v naši prebavi, ki potem rezultira v tem, da smo mi manj lačni. To je učinek glavni, mi smo manj lačni in manj pojemo. In to traja ves čas, to ni nekega gibanja gor, dol, da bi čez dan bilo malo to držalo, pa bi potem zopet spustilo. To drži nekje tedne dni, ena aplikacija zdravila, daje se v obliki injekcije, in v bistvu ves čas smo mi siti. In potem ljudje posledično začnejo enostavno manj jesti. Začnejo jesti tudi malo lažjo hrano, ker jim ne paše težka hrana, ker jim je po njej lahko slabo, lahko imajo malo driske, imajo neke težave in začnejo drugače jesti. In zanimivo je, da recimo po pol leta ali pa po letu dnevih jemanja tega zdravila, brez kakršnihkoli omejitev hrane, brez da bi ljudem rekli, zdaj pa morate paziti, jesti pa ne to, pa ne to, pa ne to, ampak ne, jejte, kaj vam paše. Se vnos hrane sam od sebe zmanjša za 40%, torej skoraj za polovico, ljudje začnejo bistveno bolj zdravo jesti, ker jim več ne paše tista težka, sladka, mastna hrana. In moram reči, da sem jaz kak zdravnica bila, ko je to zdravilo prišlo na trg, navdušena nad tem, res. Ker ljudje, ki so dolga leta bili zakompleksani, žalostni, nesrečni zaradi svojega izgleda, zaradi svoje nenehne diete so delali. In vemo, diete so popolnoma zgrešen način hujšanja. Nekih diet, ki se jih lotimo, ni za enkrat diete, po kateri potem, ko bi z dieto prenehali, ne bi šli kile nazaj gor. Ta tako imenovani jojo efekt je absolutno dejstvo in nažalost obstaja. Edina rešitev je, in tu je Ozempik pač dobil svojo vlogo, da mogoče si mi z neko berglo pomagamo na začetku in ko shujšamo do neke teže, kateri se lahko malo več gibamo, kateri se boljše počutimo, postanemo bolj aktivni na raznih nivojih, potem mi začnemo s svojim spremenjenim načinom življenja, ki se je zaradi zdravila relativno spontano zgodil,
brez tistega moraš to, moraš ono, torej ljudje to lažje sprejmejo, se enostavno teža obdrži in ljudje so res bolj zadovoljni in to težo držijo na dolgi rok. Zdaj že ljudje vidijo, ne, tisti, ki samo vzamejo zdravilo, pa zato nič ne naredijo, po enem času potem več ni nobenega učinka, ne. To zdravilo je namenjeno kot jaz tudi vedno pacientom tako rečem, to vzamete kot eno motivacijo, kot eno berglo na začetku, potem naprej boste pa vi probali živeti tisto življenje, do katerega vas bo zdravilo pripeljalo, no. In zato vidimo, da je pri enih neverjetno uspešen, pri nekaterih pa nažalost ne. No in zakaj pri nekaterih ni uspešen torej? Obstaja en mali del ljudi, ki sploh ne reagirajo na zdravilo, ampak to je res majhen delež. Večji problem je to, ne, tisto, ko veste, damo si zdravilo enkrat tedensko in čakamo, kaj bo. Na začetku kile grejo dol, skoraj pri vseh, ne, res pri večini ljudi. Ampak potem se pa to ustavi, če ti ne nadaljuješ, ne vem, z malo več telesne aktivnosti, če ne ohraniš tistega vzorca hranjenja naprej, potem, ko nehaš zdravilo dajati, ne. Tako da, je to tak en skupek stvari. Jaz res mislim, da to zdravilo treba imati kot eno pomagalo, tako en začetni motivator, ne. In krasno mi je, veste, videti ljudi, ki so res dosti shujšali in postanejo, bom rekla, zopet drugi ljudje, ne, aktivni, polni energije, začnejo živeti drugače, no. In pri teh je res uspeh absolutno odličen. No pa morda, da spregovoriva tudi o slabih straneh tega zdravila, ne, kar je seveda najbolj pomembno. Recimo, če nisi sladkorni bolnik, ne, pa to zdravilo jemlješ. Domnevam, da vseeno verjetno nekje se vpliv tega zdravila čuti, vidi, no. Veste kaj, moram reči tako, ne, zanimivo pri tem zdravilu je to, da je to eno zdravilo, ki pravzaprav vpliva na številne presnovne stvari v našem telesu in ne boste verjeli, ne, ampak pravzaprav to zdravilo tudi ljudem, ki niso sladkorni bolniki, dostikrat res, mislim, mnogo stvari izboljša. Vemo, da to zdravilo recimo močno vpliva na aterosklerozo, jo izboljša namreč, ne, izboljša delovanje ledvic, jeter, srca. Tako da uporablja se že pri zdravljenju mnogih drugih bolezni tudi, ne, ta molekula, ne več samo za sladkorno bolezen. In ima res izjemno dosti dobrih stvari. Vidim tako v teh na socialnih omrežjih neka, ne vem, Ozempik, pa ono, pa tretje. Moram reči, da so to res izmišljotine ljudi, tistih, veste, še zmeraj so strašno popularne te neka šole hujšanja, neke diete, kupite to, da boste shujšali, ti zelo delajo propagando proti, ne. Ampak iskreno povedano, moram reči, da zdravilo je odlično, deluje na marsikaj in v bistvu nobene škode večje ne dela ljudem. Je pa res, da pa ima lahko stranske učinke, ki pač nekaterim ljudem ali celo onemogočijo jemanje, ali pa sploh na začetku, prve tedne so lahko malo neprijetni. In sicer lahko se pojavlja driska, lahko se pojavlja tam kaki drugi, tretji dan potem, ko so si zdravilo dali, kaka taka malo slabost. Nekaterim je stalno tako malo slabo v želodcu, nekaj tednov to traja, včasih 2-3 mesece celo. Potem nekateri ljudje, ampak to je recimo, na to jih vedno opozorim, ne, dostikrat ljudje rečejo, da kar bruhajo po hranjenju ali pa bljuvajo bolj, ampak je finta v tem, da če mi preveč napolnimo želodec, ker se zelo počasi zdaj prazni, ker imamo to zdravilo, če pojemo preveč hrane, preveliko količino hrane, bo šla potem ven, ker je želodec ne more več sprejeti. Tako da jaz vedno ljudi opozorim, da naj že takoj, ko bo začeli zdravilo uporabljati, ko se nadevajo hrano na krožnik, naj probajo nekje polovico dati kar nazaj, ker ne bojo mogli toliko pojesti. In veste, mi smo navajeni, da moraš sprazniti krožnik, ne, in potem se nabašajo in potem tisto zbruhajo. Tako da tu se da recimo pomagati, ampak pri teh driskah ali pa včasih tudi kakih zaprtih, pa slabostih pa praviloma ne. Moram reči, da sem mogoče v vsej svoji karieri, pa moram reči, da res dosti Ozempika pišem, samo 2-krat morala ukiniti Ozempik, ker je bilo res slabost prehuda. Ampak drugih stranskih učinkov pa pravzaprav ni. Delali so tudi številne raziskave glede vpliva na trebušno slinavko.
In niso mogli dokazati nikakor, čeprav so prav se trudili, da bi dokazali, da povzroča, ne vem, vnetje trebušne slinavke ali pa ne vem, kakšne bolezni trebušne slinavke, niso. Čeprav, ker pa vsa ta zdravila, ki vplivajo v presnovo, se edina omejitev, ki je, je, da pač ljudem, ki so pa imeli kakšna hujša vnetja trebušne slinavke ali pa imajo kakšno hujšo bolezen trebušne slinavke, takim se pač to ne predpiše. Čeprav na kliniki tudi včasih taki bolniki iz nekega drugega razloga to dobijo in je čisto vse v redu, ampak pač iz neke previdnosti na splošno ne. Tako da moram reči, da te razne novice na platformah socialnih so nažalost strte zvite. Zdravilo je kar dobro, torej. Dobro, ja, In dobrodošlo. No, morda še vprašanje, recimo, ko nekdo jemlje, torej pika, po domače povedano, se pika z ozempikom, ko neha, recimo, če je jemal to zdravilo oziroma se pikal, torej, da bi shujšal, je potem ta terapija trajna ali kako, recimo? Koliko časa? Ne, zdaj nekako po nekih smernicah se pač bi največ do 2 leti uporabljalo v namene hujšanja. Ampak ne zato, ker bi bilo škodljivo tudi to doživljenjsko jemati, ampak enostavno, ker če nekdo v 2 letih ni dosegel neke tiste svoje teže, ki si jo bi želel, potem je pač to je limit, dokot bo za samim zdravilom lahko šel. Ampak res bi še enkrat poudarila, to ni zdravilo, ki je mišljeno, da bomo mi se pikali, shujšali in to bo. Je res, da tudi ko prenehamo se pikati, nekaj časa učinek zdravila absolutno še drži. Drži še skoraj 1 leto, preden se ljudje začnejo nazaj rediti. Ampak mišljeno je, da ljudje takrat, ko shujšajo, ko nižajo težo, ko se začnejo lažje gibati, ko se jim spremeni tudi način hranjenja, to, da ta en nov način življenja nekako ponotranjijo, da začnejo dolgi rok jesti bolj zdravo, več svežega sadja, sveže zelenjave, predvsem zelenjave, mesa in manj ogljikovih hidratov in da se več gibljajo. To je edini recept za dolgotrajno vitko figuro. Pa še to, tako kot sem rekla, ne moremo biti vsi ljudje suhi. Nažalost, nismo tako narejeni. Tako da, ja, zdravilo je učinkovito, ampak res še enkrat, to je samo ena pomoč, ena bergla v to, da začnemo spreminjati svoj življenjski stil. In moram reči, do zdaj, odkar sem jaz zdravnik, je to do zdaj daleč najbolj učinkovito zdravilo, ki je takšna bergla, varno zdravilo, z številnimi dobrimi učinki. Vi morate vedeti, da recimo pri bolniku s sladkorno boleznijo, to zdravilo že v štartu podaljša življenje vsaj za 8 let. Danci so delali eno študijo, ki je trajala 30 let, ker to zdravilo pravzaprav ni novo. Mislim, molekula ni nova, že dolgo časa se uporablja, ampak oni so delali predno študijo in so videli, da sladkorni bolniki imajo številne kapi, srčne infarkte, zaplete na žilah, ker pač sladkor to dela v naših žilah. In pri teh bolnikih se te stvari, mi vemo, če bomo danes na novo nastale sladkorne bolnike zdravimo s tem zdravilom, ti bolniki pa verjetno nikoli ne bodo doživeli takih zapletov, če bo to zdravilo redno uporabljali, ker enostavno toliko drugih dobrih stvari to zdravilo naredi. Tako da, glih zato, ker je to zdravilo tako dobro, so že tudi vsi pacienti, ki ga prejemajo, ugotovili, ga zmanjkuje na trgu. No, to je, seveda sem imela to vprašanje v nadaljevanju pripravljeno, ga ni, težko ga sploh dobiš v apotekah. Kaj se torej dogaja, razen tega, da je poraba velika? Pravzaprav po nekem zagotovilu proizvajalca ni problem v zdravilu, zdravila se lahko sproducira dosti. Problem je v teh plastičnih injektorjih, s katerimi se pikajo, ker je to plastično in je treba vsakič zavreči in te plastike se premalo naredi učinkovite. Tako da tuhtajo, mislim, da ena firma, ki ima eno podobno zdravilo, sicer ni tako učinkovito, ampak je podobno za sladkorno bolezen, bojo zdaj že delali nekaj drugače, verjetno mislim, da bo tudi ta firma Novo Nordisk, ki to izdela, upam, da počasi šla v neko bolj ekološko in bolj lažje dostopno, da ne bo treba toliko plastike za to uporabljati. Tako da problem je predvsem v tem, ne v samem zdravilu. Zdravilo, ja, zanimivo, tako da je to glavni razlog, ampak veste, to zdravilo je
razgrabljeno v Ameriki recimo, se pod enim drugim imenom dobi 2-kratnik in še nekaj te doze in je prav registrirano za zdravljenje debelosti. Seveda si to zdravila kot vsa ostala v Ameriki so plačljiva in morate vedeti, da že sam Ozempic v Ameriki tam od $600 do $700 na mesec stane terapija, ne. Mislim, tam so zdravila seveda bistveno dražja, medtem ko tisto drugo zdravilo je celo $6,000 mesečno. Ampak je razgrabljeno, ne. To ljudje kupujejo nenormalno in vidimo, ne, zdaj če gledamo, ne vem, spremljamo ta svet zabavništva, vse pevke, igralci, vsi so neki vitki, ne, vsi so vsi seveda govorijo, kakšne super telovadbe so vse izvajali, ne, ampak vemo, da je od zadaj seveda. Nekaj takega. Definitivno, ja. Kako pa recimo napišete recept torej nekomu, ki ga želi? Sladkorni bolniki, samo sladkorni bolniki ga lahko dobijo na zeleni recept, to pomeni, da je za njih zastonj. Vsi ostali ga dobijo na beli recept in morajo zdravilo kupiti. In koliko stane? Nekje med 70 in 80 evri se mi zdi je mesečna cena, s tem, da se začne ponavadi z nižjo dozo. Imamo pač 3 doze, pri sladkornih bolnikih celo ponavadi začnemo z najnižjo, pa počasi gremo. Na beli recept se dobijo samo 0,5 mg in 1 mg doziranja. Dobijo beli recept, ga dvignejo v lekarni, kupijo v lekarni in je to. Toliko, da pojasniva, ne, našim gledalkam in gledalcem, da to sedaj ni seveda reklama za Ozempic, ampak se mi zdi zelo prav, da sva odprli to temo, kajti veliko nekih pomislekov je, pa strahov, strašenj in tako dalje. Tako da, torej, hvala lepa, ne, da ste pojasnili. Pa tudi povpraševanja, ko ni potrebe, ne. Jaz moram reči, da veste, zdaj so potem začele povpraševati mlade, vitke punce, ki želijo shujšati, ne vem, nekaj, ne. Pa, ne vem, ljudje, ki tega absolutno ne rabijo, ne. Tako da je treba biti tudi kritičen, tudi kot zdravnik, ne, moramo biti kar kritični pri tem, komu to damo. Mnogi kolegi ne želijo pisati belih receptov za zniževanje telesne teže in to tudi razumem. Jaz nekako se mi zdi, da je pomembno, da so pacienti v redu, da se fajn počutijo in moram reči resno, da sem doživela toliko norih preobrazb mojih pacientov, res, ki so zadovoljni, postanejo drugi ljudje, začnejo drugače, dosti bolj polno živeti in vidim, da jim je to res spremenilo življenje na boljše in zato se mi zdi, da je to treba poskusiti, ampak tudi sama sem pa proti, da to predpišemo nekomu, ki želi shujšati iz 50 kg na 45 kg pa je, ne, tako da to pa ne, no, to pa ni. Kakšne pa recimo, koliko je človek lahko star, torej, da torej začne? Nad 18 let. Aha, uradno nad 18 let, ne, oziroma nekje tam nad 50 kg ne imeli, ampak v bistvu, zdaj, če to govorimo o sladkornih bolnikih, ne, vem, da se predpiše tudi, na kliniki včasih predpišejo tudi mlajšim hudim sladkornim bolnikom, za zniževanje telesne teže pa mislim, da mlajšim ne pišemo tega, no. Ja. No pa morda bi bilo prav, da spregovoriva tudi še o nekaterih drugih pomagalih, torej, kot pravim, glede na to, da je še in še tega, ne, reklam, vsaka druga reklama je torej neko zdravilo, neka čudežna tabletka za hujšanje 15 kg v 2 tednih in tako dalje, ne, to so vse laži. To res prosim najne gledalce, da na to absolutno naj ne nasedajo. To pa je res metanje denarja skozi okno, ne. Vsa ta ostala zdravila, tablete, ki se dobijo, so absolutno neučinkovite in tu ni niti ene učinkovite stvari, no, to moramo povedati. Drugo je, vse to vidim, da se tudi na spletnih teh platformah ponuja ogromno nekih treningov, pa nekih vaj, pa nekaj takega. To je vedno v redu, ampak tudi tu ni treba plačevati nekih članarin dragih, zato da bomo telovadili preko telefona ali YouTubea, to se da dobiti tudi vse za stonj, ne. Še zmeraj pač velja tisto eno staro pravilo, manj žri in več gibaj, ne. To je osnovno stvar, s katero lahko izgubimo kakšen kilogram, ki nas moti. Zdravo je treba jesti, ne, jaz vedno tako opažam v ambulanti, vedno znova, da očitno nas niso naučili dobro, kaj so temelji zdrave hrane, ne.
vedno reče, ja, jem toliko sadja, pa sem debel. Sadje je sladkarija, ne, ogljikov hidrat. In ljudje, ki jejo dosti sadja, pravzaprav ne vede, je ogromno kalorij, ne. Tako da, treba jesti ogromno zelenjave, na takšen in drugačen način pripravljene, mesa, beljakovin, mlečnih izdelkov, ampak beljakovin, no, v kakršnikoli obliki, tudi zelenjave, ki vsebuje več beljakovin. Ogljikovi hidrati pa mora biti vseeno baza, ne, za neko zdravo hrano, ampak probajmo izbirati mogoče bolj zdrave ogljikove hidrate, ne glih belih žemljic, pa mogoče testenin, ne, pšeničnih, ampak mogoče kakšno drugo obliko, kakšen bulgur, ki ima več beljakovin, papir, pa en celi kup tega je. Tako da, in probajmo jesti, probajmo imeti dovolj obrokov na dan, ne. Tudi ena taka velika napaka, ki ljudje delajo, ko hujšajo, da ali ne jejo nič, ali pa jejo en obrok na dan. In potem, veste, naše telo pride v eno stanje pripravljenosti. Ko ve, da bo dobilo samo en obrok na dan, bo počasi vse, kar je bilo vnešeno v telo, se bo začelo nalagati v mahčeve, ker se dela zalogo za naprej, ne. Naše telo ni neumno. Če bomo pa mi našemu telesu večkrat na dan dali eno manjšo količino neke hrane, ki ne bojo seveda čokolada, pa čips, pa bele žemljice, ne, ampak nekaj malo bolj normalnega in zdravega, pa bo telo to ne bo nič nalagalo več v mahčev, ampak bo to šlo počasi tudi ven, tudi prebava se bo izboljšala in vse. Tako da je treba se tudi znati pametno hraniti, ne. In ta znanja pa lahko ljudje pridobijo v teh raznih šolah hujšanja in to recimo v okviru zdravstvenih domov so v zadnjem času ti centri za krepitev zdravja, kjer vas dietetičarke, pa pač usposobljen kader uči točno to, kako je treba prav jesti. Ne kako je treba hujšati, ampak kako je treba prav jesti. V glavnem, še vedno se presega na 5 obrokov. Ja, zdaj ali jih je 5, ali jih je 6, ali so 4, pravzaprav čisto vse eno, ne. Tudi en mit o tem, da se ne sme jesti zvečer, pa se mora jesti zjutraj, je pa tudi popolnoma iztrtezvit, ve se, da je to čisto odvisno od človekovega bioritma. Nekateri nikoli nimajo zajtrka, ne, nekateri jejo zvečer ob 11, pa so kljub temu vitki. Mislim, to je res stvar nekega našega notranje ure, ki jo imamo. Treba je najti svoj ritem, in treba je razmišljati tudi o gibanju, ne. Da je ne samo o hrani, ne. Hrana je samo en del, drugi del je gibanje, ne. Če se gibamo, imamo boljšo prebavo, hitrejšo prebavo, mišice delajo, pumpajo in pri tem porabljajo energijo iz mahčeva. In to je pač naš, kako bi rekla, recept za zdravo in mogoče vitkejše življenje. Ne reciva suho, ampak vitkejše. Pravzaprav je problem debelosti en globalni, splošen problem, ne, tako da bi bilo prav morda, da tudi o tem spregovorite najbrž, ne. Kako pa zdravniki gledate na to? Kajti veliko otrok je debelih, kje je tu recimo rešitev, kakšno je pravzaprav vaše mnenje, kje bi se začelo, od kod bi se začelo? Je to prehrana splošna, ki ni dobra, prava, torej za mladostnike, za otroke, ali je v čem drugem problem? Način življenja postaja vedno večji problem, ne. Ta hiter način življenja staršev, ki imajo majhne otroke in jim, to je prav zanimivo videti, ne. Veste, kuhanje doma, da se kuha, da se vsak dan je doma kuhano, ne vem, kosilo ali večerja, to vedno bolj izginja, ne. Mogoče še ne tu v našem okolju, ampak če gledamo tako bolj globalno, recimo, če gledamo zahodni razviti svet, tega skoraj da več ni. Otroci in starši nekje jejo, vedno več se je zunaj v restavracijah, je se že primarno predelana hrana, nekaj, kar se pogreje v mikrovalovni in se potem postreže. Hrana, ki pride z restavracije, si jo naročimo, si jo samo doma pogrejemo. In ta hitra hrana ali pa, mislim, taka, bom rekla, nekvalitetna ali pa slabše kvalitetna hrana, seveda, če se nekdo hrani že od malega samo s tem, je že to narobe, ne. In pa potem ta naš način, danes smo, namesto da bi šli ven na sprehod kot družina, se vsi vležemo na kavč in gledamo naše telefone in niti več televizije ljudje ne gledajo. Zdaj gledajo vsi svoje telefone, ne, in ležijo. Tako da to je glavni problem, zakaj je dosti več debelosti.
v Ameriki, kjer je, če se sprehajate po ameriških ulicah, sploh po katerih južnih državah Amerike, veste, tam se počuti človek kot manekenka, ne? Mi, ki smo taki, ker so vsi tako debeli, da tudi so stoli XXL, da so stoli, ne vem, v McDonald'su tako široki, da misliš, da je to klop, ne? Ampak je to stol za enega. Ker tam je bilo poceni, ta hrana je poceni, ne? V ameriških trgovinah so hamburgerji in sta taka brezvezna hrana, čipsi in gazirane pijače v neverjetnih dozah, to je skoraj zastonj. Vse ostalo je drago, zelenjava, meso, to je dražje. In ljudje, ki nimajo dosti denarja, jejo to in so grozno debeli, ne? Res debeli. In zdaj upam, da ne bo ta trend prišel k nam, ne? Že tu pri nas v trgovinah vidimo včasih akcije nekih gaziranih pijač, takih zelo nevarnih barv, ne? So izjemno poceni, če pogledaš z nekim sokom, ki je mogoče malo bolj, malo dražji, ali pa da ne govorim o vodah, ne? Moram reči, da meni se zdi, ne, te vode z okusi, ne vem, zakaj mora imeti voda okus, voda je najboljša kot voda, no, ampak dobro, to je zdaj stvar debate. Tako da, ja, problem je globalen, tudi tak, z cenami je povezan, z socialnim statusom je povezan, z nivojem izobrazbe je zelo povezan. Ljudje, ki so bolj izobraženi, več dajo na to, da se gibajo, več dajo za boljšo hrano. Tako da, nažalost je to, postaja vedno bolj tudi naš problem, ne. Kar se tiče pridobljenih sladkornih bolezni, torej tipa 2, ne, o tem sva sicer že pred kratkim govorili, koliko povzroča te bolezni ravno ta nepravilna prehrana? Verjetno v 100%, ne? Čeprav razumem vse skupaj. Ja, v bistvu ja. Nepravilna prehrana, debelost, premalo gibanja, ampak ne pa nažalost samo to, ne. Moraš imeti tudi neko genetsko predispozicijo v to smer, ne. Seveda nekdo, ki ima 250 kilogramov, bo verjetno imel tudi sladkorno bolezen, ampak niso vsi bolniki seveda tako težki, ne. Je pa res, da je pa 80% vseh bolnikov s sladkorno boleznijo absolutno pretežkih, ne. In zaradi tega je glih to zdravilo popolnoma spremenilo zdravljenje sladkorne bolezni, ker zdaj so ti bolniki so začeli prihajati k meni, tako luštno mi je, no, ko predpišem zdravilo kakemu moškemu in pride žena vsa ogorčena, da je mož toliko shujšal, da mu več hlače niso, prav da so mu prevelike, ne, da rabi nove hlače. Mislim, meni je kot zdravniku to super, ker vem, da je tudi urejeno sladkorne bolezni, ki je bila prej leta, nismo jo mogli urediti, zdaj so sladkorne bolezni v nulo lahko urejene, ne. Ampak ja, zdaj je to res vse drugače. Bi nam lahko še recimo za konec torej pojasnili vrednosti sladkorne bolezni, recimo je bil dan nečajen, ko so imeli v zdravstvenem domu, ne, pa so nas tam pikali, tako mimogrede pikali. Vrednost sladkorja mojega je bila 5, kaj to pomeni? To pomeni, da je sladkor normalen. Pomembno je, kdaj se pikamo, ne, oziroma kdaj kontroliramo, ali smo na tehči ali nismo. Na tehčene vrednosti ne bi bile višje od 6,1, medtem ko če smo jedli, če smo imeli kosilo, pa se potem pičimo, grejo lahko vrednosti tudi do 11. Sladkor nad 7, vzet, pregledan na tehče, pomeni sladkorno bolezen. Če mi 2-krat zapored iz krvi, ali da se pičimo v prst, ali vzamemo kri žile, zamerimo vrednost nad 7, že lahko postavimo diagnozo sladkorne bolezni in takšno sladkorno bolezen že moramo zdraviti. Včasih, ko sem jaz začela delati kot zdravnik, je bila neka taka navodilo, da ko opazim, da imam pacient malo povišan sladkor, bi najprej pol leta človek spremenil življenjski slog, kar je tako kar nekaj, ne, ker to ni nekaj, kar se zgodi v pol leta in je to bila čista izguba časa. Danes je čisto drugače, ne. Danes vemo, da moramo takoj začeti intenzivno zdraviti in sočasno z zdravili educiramo bolnika, kako naj je, koliko se naj giblje, ne. Ampak to mora biti vse sočasno in moram reči, da danes je sladkorna bolezen pri danes novo odkritih bolnikih. Si upam trditi, no, da bo to v prihodnosti močno spremenilo, kako izgleda starost pri takih bolnikih, ne. Danes
recimo, če vzamemo denar, ki se porabi za zdravljenje sladkorne bolezni, se več kot 3/4 denarja porabi, čeprav so se ta zdravila recimo draga, ampak več kot 3/4 ali pa celo 80% denarja se porabi za zdravljenje posledic, kot so zamašene žile in posledični infarkti, možganske kapi, slepota, amputacije nog, rok, prstov, ledvične odpovedi. To vse namreč povišan sladkor dela in to dela praviloma pri čisto vsakem sladkornem bolniku, noben ki so bili zdravljeni v preteklosti, temu nažalost ni mogel pobegniti. Zdaj pričakujemo, da verjetno tega bo bistveno manj ali pa sploh ne bo. Tako da, resno, zgodovina tu se malo zdaj obrača in ta nova zdravila so absolutna revolucija in so v redu. In niso nova, ne, dostikrat slišim očitek, ja, to je novo zdravilo, bomo videli, kaj bo tu čez 5 let. To niso nova zdravila. Ta zdravila so na trgu v drugačnih oblikah že leta. Zdaj je pač ta firma, ki je konkretno proizvaja Novo Nordisk, to uspela narediti še dosti bolj učinkovito z pomočjo teh novih tehnologij, pride točno tja v celice, kamor mora priti. Tako da, ja, bolniki, ki Ozempik imajo, naj se ga torej absolutno ne bojijo, res, to zdravilo jim, tudi če nima sladkorne, prinaša številne dobre učinke. In pa tudi bolniki, ki jim bo zdravnik mogoče predlagal, da bi jim predpisali Ozempik, če jim to zdravnik predlaga, jim kar priporočam, da ga z odprtimi rokami sprejmejo. No. Ja, potem pa gremo z receptom v lekarno, pa ga ni. No, zdaj povem, za sladkorne bolnike obstaja seveda alternativa. To zdravilo obstaja tudi v obliki tabletk. Seveda so tabletke, so pač, veste, to je ena beljakovina in protein, ki ga je zelo težko narediti v taki obliki, da pride tam, kot mora biti, kako bi rekla, da je dober izplen potem iz tega. In je to zdaj prav prvič uspelo jim tako zdravilo narediti v obliki tabletke, ker vsa zdravila iz te skupine so v obliki injekcij. No, to zdravilo za sladkorno je zelo učinkovito, nažalost pa ni tako učinkovito pri hujšanju. Je učinkovitost za hujšanje dosti nižja. Zato vidim, da pacienti že kar tudi o tem so obveščeni in verjetno povejo to v lekarni ali kje, sprašujejo, ali jim lahko zdaj predpišemo tablete. Jaz jih opozorim, da to niti polovično take učinkovitosti nima, zdaj pač ne. Tako da injekcije so tiste, pri tistih, ki bi si želeli pomagati za preveliko telesno maso, medtem ko pri sladkornih bolnikih pa imamo alternativo. Alenka, hvala lepa, potolažili ste nas najbrž danes kar nekaj, tako da hvala lepa za vsa ta pojasnila. Se vidimo seveda čez mesec dni, temo bova naknadno, verjetno časo primerno izbrali, ne? Dobro. Ali imate že kaj v mislih morda danes? Ne. Dobro, bomo videli. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Lahko gledalci predlagajo kakšno temo, ja, ne? Morda. Tako da vabljeni k sodelovanju, pišite, pokličete lahko, telefoni in tudi naslovi elektronski ali drugačni so dosegljivi na spletni strani, tako da vse se dobi, če se želi, ne? Alenka, še enkrat hvala lepa. Hvala za povabilo. Vam pa seveda želim veliko zdravja in pazite nase. Se vidimo aprila.